Začenjamo z javnim prometom. Ta teden smo ga v Sloveniji ponovno zaprli. Uradno, ker številke okuženih še vedno niso spodbudne, neuradno pa, da druga sezona koronavirusa ne bi v ničemer zaostajala za prvo. Tako kot na spomladanski generalki, pa tudi tokrat obstajajo izjeme. Delavski avtobusi, tako imenovani delavski avtobusi, bodo na voljo. Prav tako bo na voljo izjema, da se lahko delodajalci organizirajo bodisi s kombi, z dodatnimi avtomobili ali kakorkoli drugače, ampak največ 6 oseb na vozilo. Tako je, v vozilo je lahko največ 6 oseb. Naša transportna taktika zajezitve virusa je trenutno ta, da delavce namesto na prostorne javne avtobuse trpamo v premajhne zasebne avte, kjer se jih 5 na sedežih stiska drug z drugim, 6 po prtljažniku s prvo pomočjo. Bodo pa dnevni migranti v nekaterih mestih privarčevali vsaj na parkirnini. Vsa naša zunanja parkirišča bodo brezplačna od ponedeljka do konca novembra. Torej, parkomati ne bodo delovali, rampe na javnih parkiriščih bodo odprte in to lahko koristite. Situacija s covidom je vsekakor resna. Ne samo, ker gospod Janković ponuja brezplačno parkiranje, pač pa, ker se javlja kar v trenirki. In to novembra. Novembra. To je približno tako nenavadno, kot če bi se gospod Šarec javljal v delavskem kombinezonu. Ali pa gospod Janša v spravljivem tonu. Človek se začudi. Ker je vlada ukrep začasne ukinitve javnega prometa uvedla že drugič, je tokrat seveda vse teklo brez zapletov. Enkrat mi bo uspel, presežem. Dajmo poslušati zaposlene v državnem podjetju. Ne vem sploh, kako bom šel v službo. Ker sem sama doma. Kje pa delate, če lahko vprašam? Slovenske železnice. Pa nimam vlaka, da se peljem. Jaj, koliko imam jaz vprašanj ta moment? Zakaj slovenske železnice ne organizirajo delavskega avtobusa? Verjetno bi šlo hitreje z vlakom. Zakaj mora gospa sploh v službo, če pa železnice itak ne delajo? Zakaj imam 2 oddaji pa nobenih frendov? Jaz se opravičujem, to je bilo pa za terapevta, ne za... Dobro. Po zadnjih informacijah se je zmeda na železnicah že razrešila in sicer tako, da so se zaposleni znašli tam, kjer se navadno znajdejo njihovi potniki. Na čakanju. Tam pa so pristali tudi vozniki ljubljanskih mestnih avtobusov, ki so svoje avtobuse zamenjali za malo manjša vozila. Milan Černigoj je eden od 20 zaposlenih na LPP-ju, ki trenutno pomaga v ljubljanskem kliničnem centru kot prostovolec. Večinoma čisti in razkožuje bolnišnične prostore. V kliničnem centru so nad dobrosrčnostjo voznikov iz LPP iskreno navdušeni. Neuradno naj bi jih zmotilo samo to, da so po stari navadi med vožnjo večkrat na telefonu, da se na vsake 100 metrov ustavljajo in trobijo, ter da čistilnih vozil po koncu izmene ne odpeljajo v skladišče v kleti, pač pa v garažu v Šiški. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.